čudoviti kraj. Samo trenutek. Dante, kje smo? V Žički kartuziji. To je to. Pa gremo malček pogledati, kako izgleda. Ta samostan obstaja že od konca 12. stoletja, če se ne motim, kako sem jaz. Dober dan! Kakve fest stvari imate tule. To je vse vaše? Vse naše. Čakajte, ma kaj je to? To so ekstrakti iz cvetov. Dobro, kako fajn to izgleda. Zelo... In vse sami delate? Ja, to je cvetoterapija. Noro delo. Večinoma iz cvetov. Poglejte vi to, mama moja, pa to je fantazija. Samo za videti, res taka vam čast. Čudovito. Glejte te flaše. Noro. V čemu je to? Alkohol in voda, etanol in voda. In cvetovi. Ki nase potegnete največ informacij o rastlini. Aha. Iščemo ne samo fizične lastnosti rastline, ampak tudi njene metafizične lastnosti. Čakajte, to pa jaz se na to ne spoznam. Ampak ful dobro se sliši in vidi. Noro. In koliko časa to potrebuje, da dobi svoj efekt tu v steklenici? Namakajo se po en lunin cikel, 28 dni najmanj, da se lahko ta ekstrakcija zgodi. Potem pa po spagirični tradiciji se tudi rastlina zažge in se pa vrne nazaj. Super. Detoks misli, detoks občutkov, fizični detoks, genitalni, urinalni sistem, čebelji zakladi za aktivacijo, jutranja rosa, dren, linija. Grem naprej, se bom potem vrnil, prav? Lep dan želim, grem malček pogledati, kako noter izgleda. Čau, čau. Gremo naprej. Evo, boste videli, kako je to lepo, mama moja pravljica. Ja, Žička je bila konec 14. stoletja, bila je 20 let, je bila en del sedež Rimokatoliške cerkve. Takrat sta vladala dva papeža, ki sta se stalno kregala in sta se napihovala, in en papež je imel oblast tule v Žički. Noro izgleda. Fantazija. Tu sem bil že enkrat pred leti. Ta samostan je včasih bil sestavljen iz dveh delov, zgornji pa dolnji samostan, kaj sem kako. In v spodnjem delu samostana, ker zdaj se ga ne vidi, menda ni več ostalo nič od njega, je bila včasih ena vrsta bolnice, kjer so frati zdravili ljudi z zelišči. Čudovito. Ne vem, kam bi šel. Toliko lepih stvari tule. Če imate kaj čas, se vam splača priti pogledati. Barve so čudovite.
ki bi morale biti vrata, kako se dobro spomnim. Pokopališka kapela. Vran. Zdaj bom pa šel. Maketa, kako je včasih izgledalo. Tako je bila včasih Žička. Noro. Fascinantno. Danes sem pa izkoristil priliko, da vam pokažem, kako je v Žički. Ja, škoda, da nimam nobenega vodnika, tudi bi malo razložil, ker kaka tišina. Pogledajte strehe, kake so. Stožci. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Kje je lepo. Tale star ste videli, to je bilo včasih na lonci, na Majorkah, kjerkoli je bil ta star način reševanja. Skratka, to se takle, ne. Dobar dan. Dobar dan. Jaz gledam to. Izvolite, ja, tole sem zdaj To gledam pokazal. prvič v živo. Prvič V živo, ja, tako v živo, prav na lastne oči. Imate pa čudovite izdelke, vsaka vam čast. To vse sami izdelujete. Bravo, bravo. Noro. Čudovito. Hvala lepa. Hvala lepa. Boste? No, fajn. Tu naprej pa ni nič, ne? Kje pa je on spodnji del, Dva kilometra nižje. a nižji. Tam pa je bila ta ena vrsta bolnice, ne, ko so zdravili ljudi, Špital, kaj je bilo, hospici, kako so bilo? Špital, v bistvu. Špital, ne, ja. špital, In so vse zdravili z zelišči naravnimi. To sem prebral, ja. In včasih je bil tu en del rimokatoliške cerkve, sedež, konec 16. stoletja, ko so se dva papeža kregala, kje bo ta glavni. Tako. Ne? Nič lep dan vam želim. Hvala lepa. Enako. Čau. Gremo naprej. Čudovito. Veliki krožni hodnik. V glavnem pol samostana sploh ne obstaja več. In zgornji pa spodnji del, a do danes ohranil samo ta del. Grem še do cerkve, sem noter, to da trenutno jo renovirajo. Škoda.
To je staro skoraj, ja, 900 let. Še vedno stojijo ti oboki. V cerkvo pa se ne da iti, ker je v fazi prenavljanja. Moji dragi prijatelji, jaz sem vam pokazal, kar se je dalo. In to je to za danes. To je žička Kartuzija. Včasih je bil tu sedež, 20 let je bil tu sedež Rimokatoliške cerkve. Konec 14. stoletja. Te strehe so mi blazno všeč. Čudovite. Poglejte, če nimate ideje, zakaj iti na nedeljski izlet, vam priporočam Žičko. Tu je res, res lepo. Sončna ura. In kakor sem prebral na Wikipediji, to naj bi bila najstarejša gostilna na Slovenskem. Ali se motim? Je, ne? To je najbolj pomembno, kar sem pozabil povedati, to bi moral na začetku povedati. To je najstarejša slovenska gostilna, še dan danes delujoča, ne? Tako, lep dan vam želim, se vidimo na danes večer. Ja, imam govorno napako danes. Lep dan, lep pozdrav, čim lepšo nedeljo. Čau. Tako. No, to je najstarejša slovenska gostilna, tako pravijo. Tako sem pokazal, kar se je dalo videti. Ta posnetek bom zdaj naložil. To je to. Sem pozabil povedati, da je to najstarejša slovenska gostilna. Ja, še delujoča. Še delujoča, ja. Kdaj je to? Od 1447. Ojoj, fajn. Lep dan, gospa. Tako, zdaj sem vam pokazal, kar se je dalo videti. Lepo se imejte in vsem želim čim lepšo nedeljo. To je to. Čim več sonca, čim več ljubezni, čim več lepih trenutkov. Res, to je pravličen kraj. Se vam splača iti. Čau, čau.